Prehajamo na 7. točko. Predlog sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 12. Predlagatelj župan, poročevalci pa Sanja Peklar, Timotej Štritov in pa Maja Sušnik. Besedo ima Sanja Peklar. Hvala za besedo še enkrat. V predlaganem sklepu je spremenjena določba o plačevanju parkirnine, ki določa, da se le-ta plačuje skladno s prometno signalizacijo. Dodana je določba o višini parkirnine za celodnevno parkiranje tovornih vozil na mestih, kjer bo to s prometno signalizacijo dovoljeno. Pa določba o brezplačnih parkirnih abonmajih ni več vsebovana v tem sklepu, ker je že vsebovana v odloku in se pač teh podvojitev izogibamo. Glede na to, da je bil pa ta kratek sklep že tokrat spremenjen, smo pa predlagali nov sklep. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Prej smo imeli pri eni od točk, mislim, da pri teh grobovih nam je gospod Pogačar povedal, koliko grobov je še po posameznih grobiščih in da moramo v tej luči gledati, kam bi se širilo vse skupaj. Me pa zanima pri tej točki, če ima občina kakšno vizijo, kako bi širila pravzaprav število parkirnih mest na javnih površini. Se pravi, zanima me, koliko imamo teh parkirišč trenutno na razpolago in koliko bi jih v bistvu potrebovali glede na potrebe občanov Kamnika, kaj šele v luči turizma. In pa v bistvu še nekaj me zanima, ali mi ločujemo, mislim, ali se to ločuje, če nekdo pač plača celoletno karto za eno parkirišče. Jaz si nekako predstavljam, da nekdo, ki pač tule pač živi, plača to plačljivo parkirno mesto, ima tam svoje osebno vozilo. Kako je pa to, ko to vozilo v bistvu predstavlja reklamo nekega podjetja, recimo tamle za občino imamo in tak primer. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Deloma, kam se je širila parkirišča, v bistvu imamo tlele odgovor, ker parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno parkiranje tovornih vozil skladno s prometno signalizacijo znaša 20 evrov. Jaz predvidevam, da se zdaj še na en način legalizira v bistvu ta področje, kjer imamo v OPN-ju ali v OPPN-ju nek multimodularen potniški terminal, pa vidimo zdaj, da je to tovoren terminal. Območje Smodnišnice, kar je po svoje ok, da bojo tisti, ki tam parkirajo na občinskih zemljiščih, ki jih vsekakor je po mojem mnenju v prejšnjem mandatu nismo kupili za to, da bojo to parkirišča za tovorna vozila, ampak če je to neko vmesno obdobje, tudi to sprejmem, da bojo plačali nekaj za to, da lahko tam parkirajo. Me pa skrbi ena druga stvar, Če bojo dostopali do teh parkirišč tam, kjer videvam, da zdaj dostopajo, Hmalu po volitvah je prišlo do legalizacije vhoda pri srednjih vratih, to verjamem, ker je bila to verjetno volilna obljuba. Me pa čudi, da je država kot lastnica ceste dovolila to, Mi imamo zdaj pri srednjih vratih dostop, sicer na znaku piše, da samo za lastnike zemljišča, verjetno je bilo predviden tudi, da bo rampa spuščena in da bo to izjemoma, ampak tista rampa je stalno odprta. Dostopajo pa tudi tovorna vozila s tujimi registracijami, kjer predvidevam, da skoraj zagotovo niso lastniki zemljišča. In če bo zdaj to tam znotraj tega ratov parkirišče, za katerega so javno vedeli, bo označeno vse, da je to parkirišče za tovorno vozila, bo tega še toliko več. In samo vprašanje časa je, kdaj bo ob omejitvi 90 km/h ob ovinku tam prišlo do kakšne nesreče. In takrat me bo zanimalo, kdo bo za to odgovarjal. Hvala. Hvala. Besedo ima Sanja Peklar. Ja, hvala za besedo. Zdaj podatek o parkiriščih bi vam posredovala, ga ne vem na pamet, da ne bom kaj narobe rekla. Zdaj, koliko jih je na razpolago, pa koliko se jih bi še potrebovali,
To se je naredila analiza v okviru celostne prometne strategije. Tudi mi smo zdaj, ko smo pripravljali v bistvu kako bi parkiranje urejali, smo že upoštevali to analizo. To je to. Zdaj, kar se pa tiče reklam, mislim, na vozilih, je pa tako, pač vsak, ki ima parkirano vozilo, plačano parkirnino, ima tam lahko parkirano vozilo. Ne. Reklamna vozila so v bistvu več njih. Zdaj, a so nam všeč, a nam niso, pač to ne moramo s tem regulirati. Glede gospodu Uršiču, ja, tu gre za začasno ureditev glede na prejete pobude, ki smo jih dobili. Niso bila s tem namenom kupljena zemljišča, ampak pač pojavilo se je pa zdaj veliko pobud, ki so nas spodbudila k temu, da to začasno zdaj to tako uredimo. Zdaj, kar se pa tiče dostop na srednjih vratih, je pa pač, če je zdaj, se pravi, če je lahko, mislim, sigurno, če bomo zaznali težavo, jo bomo reševali, ampak pač, če je ta dostop lahko, je lahko, ne. Mislim. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. Jaz sem mogoče hotela samo še to povedati, ne. Prav vesela sem bila znaka prepovedano parkiranje za ograjo smodnišnice. Mislim, da ga ni, da je že zginil, ampak pojavili so se zopet tovornjaki, ki parkirajo. Vsaj 2-krat na teden grem po 8 uri iz Kamnika in takrat je že vsaj 1, 2, 3, mislim, ne vem, jaz pozdravljam to parkiranje, ampak spet kontrola in pa nadzor bo pa potreben, ker drugače, saj veste, pri parkiriščih je tako, jaz kot vem, je treba imeti posebno podlago, je treba imeti lovilce olja, je treba kontrolo narediti, da potem gospodje, ki tam parkirajo, zjutraj ne pustijo vse za sabo, ker so tam pač imeli malo preveč sabo, skratka, povsod vse leži. Res nadzor in še nadzor. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleš Lipičnik. Hvala. Lejte, jaz sem na odboru gospod Ježko vprašal, kakšna je pravna podlaga za to parkirišče v Kiku bivšem. In se mi je tako, rekel, prijazno nasmejala, pa ni odgovorila. In mislim, da je imela razlog za to. Ker parkirišč v Kiku nimamo. Zdaj bom spet upozoril na eno stvar, ki je malo nesimpatična, ampak dajte lepo prosim, če se da, ravnati v skladu s sprejetimi akti in pol mogoče kdo tukaj v tem občinskem svetu malenkost manj zoprn. Zdaj verjamem, da je pobud, da bi tam bilo še marsikaj ostalega, je veliko. In če bomo sledili pobudam, brez tega, da sledimo v prvi vrsti tistem sprejetim zavezam in pravnim aktom, ki nas zavezujejo, pol gremo v smer divjega zahoda. Zdaj tamle na Kiku smo prišli bolj v Bejrut, kakor na divji zahod, ampak lepo prosim, no, mislim, rad bi vedel tisto, na kar mi gospa Ježkova ni znala odgovoriti, kakšna je pravna podlaga za to, da imamo tam parkirišče. Zdaj, upam, da ga imamo, no. Hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa še enkrat. Ja, hvala lepa za odgovor in ja, priporočam se za te podatke. Želela sem pač pravzaprav to pametno, ne opozoriti, ampak sem pametno. Občina oziroma občinsko pravo, da pripravi, ne vem, UPN-ja in vseh ostalih zadev, kar se tiče pri parkirišč, pravzaprav, da zadostimo tudi temu, a ne samo, da se gradi na veliko, da je treba tudi določeno število parkirišč pač omogočati, ne. Zdaj na koncu smo potem prebivalci tukaj ali pa občani, no, kakorkoli, v najtežjem položaju, ker se vsakodnevno gibljamo, ne. Obljubljamo turistom, ne vem, vse mogoče, potem pa jim niti ne moremo
zadostiti z nekimi parkirnimi mesti. Želela sem pa samo mogoče, ne vem, sej razumem, ja, seveda, pač nekdo pač plača parkirno mesto povsem legalno, jaz to razumem. Karikiram pa samo, se verjetno ne bo, ampak recimo, če bi bilo 20 takih primerov, recimo, kako bi to izgledalo. Mi lahko kako na to vplivamo, ali mogoče, a ne, ker to je najcenejši reklamni prostor, da se razumemo, za celo leto. Hvala. Hvala. Beseda ima Sanja Peklar. Ja, zdaj bi najprej gospe Urh odgovorila. Pač s tem, ko bomo ta parkirišča začasno uredili, bomo seveda tudi poskrbeli za mobilne WC kabine. Ne? To je tudi eden od razlogov, da bomo to urejali zaradi vseh teh pritožb. Ne? Tako da s tem jaz upam, da bomo en del rešili. Gospodu Lipičniku, v območjih urejanja prostora, kjer je predvidena izdelava OPPN-ja, je dopustno izvajati posege v prostor, če le te ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja izvedbe gradenj načrtovanih s predvidenim OPPN-jem. Zato ne bomo šli pač v nobene velike posege, kot vemo, je pač OPPN v pripravi, ampak bi pač začasno uredili to stanje. To je za gospoda Lipičnika. Gospe Berlec bi pa odgovorila, tukaj bi zelo težko, pač, kaj je reklama to je potem pomeni tudi polepljen avto. Tako da pač tukaj ni občinska zakonodaja, ampak je mogoče pač, že potem pridemo enake pravice, no, tako. To, kar se pa tiče parkirišč, je pa tako, ne, občina Kamnik ima še vseeno, kakor mogoče se nam zdi, da nimamo veliko parkirišč, po drugi strani pač recimo parkirišče na Žalah je več ali manj prazno, ne. Pa tu imamo zelo hiter dostop do Kamnika. Tudi, se pravi, v tej celostni prometni strategiji so zelo dobro prikazane te parkirišča in pač tudi ob različnih dnevih, katera so polna. Zdaj, glede na to, smo se tudi mi odločili, da bomo pač, problem je res mestno jedro, pa pri zdravstvenem domu. In tudi to bomo pač zdaj s pravilnikom bomo to težavo naslovili in šli v reševanje s tem, da se bo uvedlo v centru kratkotrajno parkiranje, zaradi tega, ker je v bistvu v interesu nam dal občani, da bojo imeli, se pravi, dostop do centra mesta in do lokalov, do javnih ustanov. To mogoče res manjka, ne. Tudi v zdravstvenem domu smo že v bistvu upravili razgovor in smo prišli do neke skupne rešitve z direktorjem zdravstvenega doma, tako da pripravljamo te stvari. Hvala. Hvala. Preden zaključim razpravo, pa mogoče samo še par stvari. Hvala Bogu imamo demokracijo, imamo občinski svet, kjer lahko delimo svoje mnenja. Imajo en pogled, eni mislijo, da je bolj pomembna informatika, eni, da je bolj turizem. In tukaj se pač sooča mnenja. Ampak tudi na državnem nivoju na nek način imamo ministrstvo za informatiko, ampak imamo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. In tudi tam najbolj zaznavajo panogo turizem kot pomembno panogo, ki daje multiplikativne učinke. Prvič imaš zaposlene, imaš turistično takso, imaš razvoj vse infrastrukture, ker če razvijamo infrastrukturo za to, da bo turistom fajn, bo tudi mogli biti našim ljudem fajn in pač mora biti lepi pločniki, lepe ceste, urejeno območje in tukaj imamo kar nekaj še dela. Pa vendar smo, jaz mislim, da na kar dobri poti. Kar se tiče parkirišč na Veliki planini, smo jih prvi zdaj začeli v prejšnjem mandatu upravljati, prej je bilo gor stihija, zdaj imamo gor redarje, tiste, ki imamo zagotovljena parkirišča in mislim, da je to en velik korak naprej, kjer pač lahko zdaj s ceno reguliramo pač vstop, ne, pač na nek način. Za domačine pa najbrž po neki subvencionirani ceni dobijo letne karte, ki so v vrednosti 35 €, kar pa mislim, da ni tak ne vem kakšen zalogaj. In če Karla sprašujete, pa vam seveda pač je prostor tukaj za debato, kaj imamo od teh 28 €, ko tam gor pač turist pusti. Ja, zaposlitev, mislim, da jih je kar nekaj zaposlenih na Kraljevem hribu, od teh 28 € gre 3 €, 2,5 € za turistično takso. In po moje je to v redu, da pač organizirano nekje parkirajo. To je avtodome, torej na parkirišču Resnik, v Snoviku, Kemp Golice je na nov, na kempu Kraljev hrib in iz tega se plačujejo zaposleni, prispevki in vse skupaj. Ni pa v redu, da se stihijsko kar po gozdovih parkira in to se strinjam. Zdaj, na tem področju imamo kar nekaj dela in tudi to so vse koraki v smeri, da bomo uvedli neke nadzornike, ki bodo pač
nadzirali in pač na nek način tiste vse, ki bodo na teh parkiriščih parkirali, oglobili, če ne bojo imeli plačane parkirnine. Poskrbeti moramo pa tudi za vse odplake in tudi, ki mislim, da pri vseh teh debatah, po mojem, da ne bi smel biti problem, da nekje zagotovimo odlagališče za te odpadke in bo že en velik del res rešen. Tako da to nas še čaka. Kar se tiče dodatnih parkirišč, pa to, kar smo jih zdaj zagotovili, jaz mislim, da jih v zadnjih 30 letih se jih ni, bolj kot ne so parkirišča po Kamniku podobna skozi. V zadnjem letu se je pa naredilo zdaj dodatnih 30 parkirišč pri telovadnici. Dodatnih 32 parkirišč se pa planira zdaj v sklopu zunanjih ureditev pod Metalko. Torej 60 dodatnih parkirišč bo na področju pri šoli Frana Brehta, Toma Brejca. Tako da, ko se Toma Brejca šola gradila, so se parkirišča bolj kot ne nekje zavzela, tudi s halo in tako naprej. Zdaj se bojo dodatnih 60 parkirišč zagotovili na tistem prostoru, kot je pa rekla Sanja, pa tudi aktivni pogovori potekajo z zdravstvenim domom, glede na to, da tam ne moramo v višino zidati garažne hiše, pač bo potrebno v tem okviru, ki ga imamo v tem trenutku poskrbiti. Verjamem pa, da nekje v prihodnje tudi dobimo podlago za izgradnjo garažne hiše. Je pa dejstvo, da po mojem, če dr. Ješkovo, ko bo malo dobila besedo, vprašamo, katero parkirišče ima pravno podlago, po mojem ne v Domžalah, pa ne v Kamenku, malo kjero, pa niti malo kjero lovilce olj, žal. Ne rečem, da moramo v tej smeri razmišljati, definitivno za vse nove, ki jih bomo uvajali, moramo poskrbeti za vse okoljske standarde, pa vendar žal zatečeno stanje, pa prav, da po mojem OPN-ju težko vidimo definirana parkirišča z vso ustrezno infrastrukturo, ki so bila zgrajena v vsej zgodovini do danes, žal. Razen ta pri Frana Brehta, mislim pri šoli zdaj na nov, ki smo ga naredili, mislim, da ima pa vse standarde. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.